Tišina. Globoka, težka tišina. Prekinjena le s počasnim korakom čevljev, ki škripajo po lesenih tleh. V stari hiši v središču podeželskega mesta Rothenburg v Nemčiji stoji moški. Ob njem kamera, stativ in na mizi človeško telo. Ampak ne truplo, ne še. Gre za en posnetek, ki ga nemška vlada oziroma policija verjetno nikdar ne bo v celoti sprostila publiki, logično, ker gre dobesedno za kanibalizem in smrt. Vse je posneto na posnetku. Eden najbolj bolanih primerov ever, pa ne mene krivi, da to danes obdelujemo, ker ste ga absolutno vi izglasovali. In to je bil en izmed najbolj close glasovanj ever. Jaz sem kar gledala, ko sem hodila gledati, kdo bo zmagal, kaj bo, kjer video bo. Tako da mogoče moram tistega drugega tudi narediti enkrat. Ampak ja. Torej, ta video govori o resničnem zločinu in to iz Nemčije, niti ni tako zelo strp primer. Storilc je basically pojedel svojo žrtvo in to ne tako s privolitvijo te žrtve. Ta žrtev se je z vsem tem, kar boste danes slišali, strinjala. Bil je prostovoljc. Torej, dobrodošli v resnično zgodbo Armina Mivsa. Kakšne stvari bom čudom izgovarjala, ker gre za nemščino. Učila sem se francoski, italijanski, nemško nikoli, tako da če kaj butezga govorim, poovnam totalno. Rečemo mu tudi Rotenburški kanibal. In naj bi bil tudi inspiracija za film, ko jagančki obmoknejo. Fuži angleški naslov, komentiraj spodaj. Ni pa to samo zgodba o umoru, na nek način je tudi zgodba o potlačenih fantazijah, o čutni vzgoji, nekako se je vse pri tej osebi prepletel, pri temu Arminu in v to bomo tudi zdaj v kratkem šli v njegovo otroštvo, kdo je bil, kaj se mu je zgodilo, zakaj je bil tak, kakršen je bil, še prej pa te čudovite stvari, ki jih zdaj gledate. Po mojem ekranu so tukaj samo zato, da vas zrajce, da boste rekli, o moj bog, jaz tudi rabam nekaj Jim Beama. Tako da za tiste, ki še niste šli pogledati, cene so čudovite, vse za šport, prehrana, dodatki, Tisti, ki ste že šli pogledati in ki kupujete z mojo kodo Alenka5, vem, da jo bo takole moj editor fuldober na klofu tukaj po ekranu. Hvala vsem, ki ste kdaj kaj vzeli, kaj kupili, ker me podprete, ker dobim jaz 5%, podprete ta kanal in hvala vsem, kadarkoli boste ali pa ste že kaj vzeli. Zdaj pa gremo v Rotenburškega kanibala, kdo je on bil in zakaj je bil tak. Rothenburg. Majhno, tiho, nemško mestece s prav takimi srednjeveškim stilom, srednjeveške hišice, kamnite, ozke ulice, pa tisti mečken malo angleški stil skoraj potegne, so te leseni, tudi stebri vmes in tudi hiša potem od njega je bila taka, ena izmed starejših, bolj čudnih, smrdečih, kjer je on odraščal, ena bolj teh imela vonj po stari hiši, ne samo da je že izgledala bolj stara. Oblegajo pa takrat ko zeleni griči, v bistvu je ful lepo. Me prav zanima, koliko delač je to. Mogoče bi šla enkrat pogledati, zihar obstaja njegova tabla na hiši ali pa kaj tacga. Ali mislite, da ne? Za enega kanibala. Ljudje se poznajo med seboj, vsi se poznajo, oziroma tako bom rekla, Rothenburg ne bi bil zraven mesteca, on je bil v enemu zraven, kjer je bilo, mislim, da tako samo 25 ljudi, ampak noben sploh ne omenja, ker je bil pač nek zaselk tam, tako da govorimo o Rothenburgu. Torej ljudje se poznajo med sabo in zvečer v isti uri zapirajo polkna. A si predstavljaš tako old school. A za enim od teh okn se skriva mečken drugačna zgodba, kuha se nekaj temačnega. Armin Mivs je bil edinc od matere, ki je bila pa zelo trda samosvojevna, ta prava nemška mama. Oziroma ne nam rekla ta prava nemška mama, ker ona je bila res ekstrem. Oče jih je zapustil, ko je bil Armin star 8 let, je oče preprosto odkorakal od doma in šel. In absolutno je to moglo vplivati na Armina. Se mi zdi, da ful pogosto, ko govorimo o najhujših serijskih morilcih in zločincih in tistih, ki imajo najbolj posebno psiho, zelo pogosto je odsoten oče. Res se mi zdi, da je ful pogosto to. In Armin je ostal sam s svojo mamo. Mama je bila taka gazda, vedno je mogla imeti zadnjo besedo, noben ni mogel imeti zraven svojega mnenja. In čisto, ker je bil edinc, pa bila je taka malo posesivna, malo scary, ga je klicala več ali manj samo z ljubkovalnicami, včasih tudi, ne kaj že beseda, ampak kot punčka, kot da je on punčka, čeprav je bil obviously fantek, in tudi oblačila ga je nenavadno, včasih celo v punčko. V sobi, v kateri je bil ves čas zaprt, je bila polna igrač in punčk. Ne vem, kaj je tej mamici pral, bizarno. In bil je odrezan od sveta, ni ga pustila ven, ni se mogel igrati z drugimi. Bil je sicer v šoli je bil tisti otrok v zadnjih klopeh, čistih, miren, noben ne bi vedel, da se kaj čudnega dogaja v njemu, ampak ja, bil je odrezan od sveta. Sicer, ko ga gledamo na starih slikah in posnetkih, deluje tak tih, visok, miren moški z očali. Marsikdo bi ga tudi opisal kot, da na prvi pogled zgleda prijazno,
definitivno pa neškodoželjno. To se strinjam, če pogledam njegovo sliko, meni je ful neprijeten za pogled, neki meni na obliki obraza, ampak deluje pa, prej bi rekla, parjazen kot zloben, razen če je imel res psihopogled kdaj. Rojen je bil 1961. leta v zahodni Nemčiji, v bistvu iste letnice kot moj oče. In pa ker je bil sam in ker se mu nič kaj dosti drugega v življenju dogajali, je imel kakšne namišljene brate, predvsem brate, in en izmed teh bratov namišljenih je bil imenovan Frankie. In prek Frankija je on začel fantazirati, da ga želi pojesti in ubiti. Kot otroku neke take neizpolnjene čudne fantazije se začnejo nabirati in ratajo vedno večje in pri njemu tudi so postajale vedno večje, pa ta njegova cela zatirana seksualnost, moj sploh ni vedel, kdo je, kaj mu dogaja in je pač ratala ven ena zmeda od človeka. Hiša družine Mivs je bila stara, temačna in tiha. Dolgi hodniki, masivni leseni stropi in sobe, ki so vedno smrdele po vlagi in ostankih nekega drugega časa. Aja, in pazi to. Ko je Mivs odrasel, je postal kaj drugega kot računalniški tehnik. Takrat se je valjda računalništvo potem razvijalo že v času njegovih, ne vem, basically srednjih let. Internet je prišel, on je bil pač tehnik in začel je svoje prve fantazije stresati in zlivati valjda na internet. Spletne klepetalnice so mu valjda odprle vrata do drugih ljudi, do drugih takih mnenj in fantazij in bila je prav ena spletna klepetalnica, ki se je rekel The Cannibal Cafe. Torej, ni bilo dejanske fizične kafetirije, bila je pač online klepetalnica, ki se je tako imenovala. In baje so si tam ful izmenjevali take fantazije in pogosto so dejansko bile samo fantazije o kanibalizmu. Ampak jaz se iskreno vprašam, če ima kdo take težne, ne vem, ali pri večini ljudeh hoče, da ostane sam ideja, ali logično, da če jim je to fetiš, da ga hočejo verjetno speljati, ali ne? Ne vem. In v teh temnih kotičkih spleta se je Armin potem tudi prvič izpovedal in je naredil svoj post, ki se je glasil takole: I'm looking for a well-built 18 to 30-year-old to be slaughtered and consumed. Torej, iščem dobro grajenega, po mojem, fit 18 do 30-letnika, ki je pripravljen biti pojeden in zaklan. Zaklan in pojeden. Meni se zdi, da glede na to, kakšne preference je imel, da hoče nekoga razsekati in pojesti, je bil še toliko zbirčen naknadno, da se je odločil, da mora biti star 18 do 30, ampak ok. In baje se je začelo sporočila, vabila, videoklici, razni maili, dejansko se je folk javljal, od spod so komentirali, pisali svoje fantazije, ampak baje v večini primerov, oziroma skoraj pri vseh primerih je to ostalo kot neka fantazija, chat, nič dejanskega. Javil se torej ni noben konkretno za to dejanje, razen enega. Zdaj bomo pa spoznali to našo žrtev. Kdo torej je bil Bernd Huerges Brandes? Bom ga klicala sam Bernd, ker nočem spet butcherati imen. Torej, če smisel, da bo ta žrtev prestrašena, ugrabljena, prisiljena v karkoli si se motil, on je bil čisti prostovoljc. On se je javil in je napisal v bistvu I hope you're serious, because I really want this. Torej, upam, da si resen, ker jaz to res hočem. Bernd je bil 43-letni inženir iz Berlina. Delal je baje za Siemens in mi je res smešen, ker pač tako imel specifične želje, naš Armin in pa je dobil 43-letnika. Zlomka. Že jaz bi bila prestara za njega, ker nisem več do 30. Tako da. Na zunaj je bil zadržan, umirjen moški, tudi po sliki me zgleda kot ena taka babica, mirna, z očali, ne vem, smešen mi je. A v sebi je nosil neustaljivo željo po samouničenju. Eni mislili, da je bilo to povezano z njegovimi zgodnjimi travmami, ker kaj pa drugega bo, sicer ne vem, kaj so bile. Igra pa tukaj vlogo tudi baje zatiranje njegove spolnosti, lastne seksualnosti. On naj bi bil tako močen mazohist, to so tisti sadomazo, mazohist mislim, da sam sebe hoče poškodovati, ali da ga nekdo drug hoče, basically verjeten, in je bil baje najviše na spektru. Če bi ga nekdo psihološko ocenjeval, je bil nekdo, ki ne more si bolj želeti, kot si je želel. Obviously, ker se je javil, da njega en ubije. Bil je pa tudi biseksualen moški in imel je fanta v Berlinu, torej imel je partnerja. 9. februarja 2001 je torej odgovoril na Arminovo to vabilo, da išče moškega, da bi ga zaklal in pojedel. In ja, rekel je, upam, da si resen, ker jaz to res hočem. Začela sta se izmenjevati potem sporočila in te njune fantazije in to je pripeljalo toliko daleč, da sta one dva si povedala vse detajle. Dogovorila sta se za vse detajle. Vse je bilo naprej dogovorjeno, torej kraj, datum, izvedba,
Cam projekt je to nastal, oba sta pač hrepenela, potem oba sta dobila točno to, kar sta želela in prej sem pozabila omeniti, da je tudi Arminu na višku pomembnosti, poleg tega, da je imel fetiš nekoga zaklet in pojest, da dobi privolitev. Če Armin ne bi dobil te privolitve, to ni del fetiša in ga sploh ni zanimal. Tako da on sploh ne bi mogel nekoga ubiti, ker je človek itak to želel. Pa ne sam želel, onadva sta se vse dogovorila, napisala pogodbe, privolitev in tudi v bistvu Bernd je želel, da vse posnameta. Zato ta posnetek obstaja. Bernd je to želel, je hotel vsem pokazati, če to kdaj pride ven ali pa do oblasti, da je zelo jasno, da se je on strinjal oziroma je to želel. Ta primer ne znam povedati, koliko je insane. Strinjala sta se, da mu odreže penis, da ga skupaj pojesta, oba sta ga želela pojesti in da ga nato ubije. Torej, smrt ni bila zgodil se je, ampak je bila tudi v planu. Hotel biti na koncu ubiti. Pa še Bernd je napisal tudi oporoko, to sem pozabila omeniti. Oporoko, pospravil svoje stvari, kot da gre na dolgo potovanje in temu fantu je rekel, da gre pač na službeno potovanje. In valjda ga ni bilo več nazaj. Bernd se je potem 9. marca 2001 odpravil z vlakom iz Berlina v Rothenburg. Armin ga je takrat počakal na postaji in šla ste lepo k njemu domov v tisto hišo. Pozabila sem prej spotom omeniti, vse skupaj se je začelo v Arminovi glavi dogajati in na internetu, da je začel te prošnje pisati, ko je njegova mama umrla. Takrat je on po mojem so se mu nazadnje zanke prisotnosti v glavi sprostile, si mislil, da pa res vse lahko, za me pa nič več ne more kontrolirati, nič več ni nad mano, saj jaz tako štekam. Ko sta prišla v Arminovo hišo, sta spila kavo, pač normalno sta hangala, oziroma kasneje je bilo to opisano, kot da je bilo mogoče malo awkward, logično. Če jih nič drugo je, verjetno ni toliko zanimalo, kot sem tisto dejanje pol. Tisto dejanje je pa pač smrt in da poješ pač penis. Potem je počasi Armin pripravil kamero in začel snemati. Bernd, to sta tudi vnaprej imela splanirano, je vzel 20 uspavalnih tablet, ne vem katerih, in spil pol litra žganja, da bo pač prenesel to rezanje preč njegovega spolnega uda. Ker by the way je ocenjeno za na najvišji točki, najbolj bolečo možno bolečino znano človeku. Me prav zanima, ali je hujš požar oziroma da zagoriš ali to, ker meni oboje zveni terrible, obupno. V glavnem, kamera je postavljena. Berndu so začela delovati tableta in pa šnopc in Armin je začel rezati. Na tem posnetku je 2 minute straight up kričanja na polno, ampak na nobeni točki v teh 2 minutah ni niti za sekundo rekel nehi, ni rekel stop, nič od tega, preprost, ne vem, aj lahko istočasno kričal in pač užival, I guess, ne vem. Ok, drug korak, tam pač kri mu teče, umira, ve, da bo umrl, ampak je precej dolgo trajal in vmes ga je še posedla na stol, ker je bil point, da bosta zdaj jedla pač njegov spolni ud in sta dojela, da je preveč zvečljiv, da ga ne morata, da ga ta popekla. In zato, da bi imel okusa, sta se ga odločila popeč na česnu. Pač, vem, kako se sliši. Ampak ta primer je resničen, vse je absolutno resnično in vse je bilo posneto. Ampak potem je Bernd ves čas padal iz nezavesti v zavest in ni bil sposoben jesti, tako da ta želja se mu ni kaj dosti uresničila. Še hujš, še bolj, bom rekla smešen, je to, da se jima je zapekel ta lulček in ni bil več uporaben, na koncu sta ga dala za pojest psu. Ok. Ta posnetek je dolg 4 ure in ta njun vsakdneven hanganje je dolg 4 ure in vmes je Armin šel na računalnik, bral knjige, vse je to na posnetku. Mislim, da je celo bral neko verzijo Star Warsov, to ne moreš verjeti. In ko je videl, da ne vem, pač umira in da je že malo boring, ga je nesel v kat, v banjo, napolnjeno s toplo vodo, da bi pač tam izkrvavel, a da bi bilo lažje ali hitrejše, ne vem. In potem je bil še v banji nekaj časa in tudi pač ni uspešno še umrl, moj bog. In potem naj bi mu rekel Bernd kao, ok, it's time, it has to be now, kao. Zdaj pa čas mora biti zdaj. I guess je s tem mislil, da ga mora počasi reči. Ko je bil dost omamljen in na robu smrti, ga je Armin odnesel v eno drugo sobo na poslo, prižgal kamero in ga zabodel v vrat. Najprej v vrat, potem pa še večkrat v prsa in to spet je vse posneto in to je bila potem dejansko tista smrt od Bernda. Ampak tu se zločin ni končal. Prej nisem omenila, ko je bil Armin mlad, je imel v sobi tudi veliko knjig in te knjige vmes so bile te medicinske, anatomija, antropologija in je se tam večkrat naučil, kako anatomija deluje in ga je to ful zanimalo in ga je tudi ful zanimalo, kako bi bilo pač razsekati človeško telo, nadele dati, razstaviti in to je potem počel, tega se je lotil. Temeljito je dal na kose dele tega njegovega buddyja Bernda in ga je zavil v vrečke in ga je pospravil v skrinjo in na vse več ali manj napisal ribs, kao
rebrca. V naslednjih tednih je pa popolnoma normalno naprej živel in je to meso jedel. Kuhal, pekel, jedel, delal je meatballse tudi iz tega, ker ni bilo toliko dobro za jesti. Ga je mogel pač prej v mleto meso, da je bilo boljše in lažje za jesti. To je jedel ob testeninah z vinom in ob zvokih Mozarta. To ne moreš narediti. Mislim, da ta delček predvsem navdahne potem ta film Silence of the Lambs, ki od unga tipa možgane poji. Meni to zveni tako zelo podoben. Insane. Velika napaka. Poslušal je Beethovna, ne Mozarta. Še en fun, ne toliko fun, ampak fun fact o temu videu je to, da ga večina preiskovalcev ni mogla gledati do konca. Imagine that. Pač niso mogli. Armin potem normalno živi. Hodi v trgovino, je to meso, dela preprost, kot da se nič ni zgodil, razen tega, da je ratal spet lačen, dobesedno. Ko je enkrat okusil to in ko je videl, da njegove sanje lahko postanejo resničnost in da je sposoben nekoga ubiti in pojesti, si je rekel I want more of it, kar je dokaj logično za človeško naravo, ko dobiš enkrat eno drogo, hočeš kmalu več. In je spet šel na iste spletne strani, na Cannibal Cafe in se je takrat imenoval za Anthrophagus, ker pa v grščini pomeni tisti, ki je človek, v bistvu v grščini basically cannibal. Tokrat je pa napisal Looking for a young man willing to be slaughtered. No joke. Torej, iščem mladega moškega, ki je pripravljen biti za klan, brez heca. Očitno je še več teh stvari napisal, očitno je rad mečken sumljiv in tisti, ki so isto v teh skupinah, ki verjete niso čist normalni, so začeli dobiti občutek, da nekaj ne štima, ker je ratov ful direkten v svojih željah, ful jasen, ful tako v detajle šel, kaj bi komu naredil. In ga je nekdo prijavil in policija najprej tega ni resno jemala, ker zakaj bi, ker kaj pa boš naredil, to je lahko res, lahko ni res in mi nekaj odrejamo k enemu domov, ampak hvala Bogu so ukrepali, očitno je bilo dosti srhljivo vse skup in so najdeli njegov IP naslov in so prišli k njemu na dom. Ja, da ne pozabim, še enega prostovoljca je prej najdel. Ta prostovoljc je prišel k njemu domov, spil čaj, si premislil in šel. Hvala Bogu, rešil si life, ker vemo, kaj je Arminu najbolj podoben, da ima tudi consent, da ima privolitev. In tle ga ni dobil in po moje ga tudi ni hotel zadržati, pač preprosto, če ni consenta, ga ne zanima. 2. december 2002, torej dober let, tako približno 1 let po tisti smrti Bernta, je bila policija pri njemu doma. Hiša je bila čista, brez kapljice krvi, lepa, urejena, dišeča, popolnoma nič ni bilo čudenega, dokler niso odprli skrinje. In tudi Armin ni bil tipičen zločinec in ni bil tipičen morilec, če mene vprašaš iskreno, in on je preprosto hotel sodelovati. Ko je prišlo do točke, da je videl, da ga imajo, jim je pomagal. Je rekel, ja, tukaj je skrina, tole je Bernd, vse te rebrca so Bernd. In pa je pelal na vrt, kjer je zakopal ostanke in kosti in to in je rekel, tudi to je Bernd, vse je tukaj. Pač vse jim je pokazal. In zdaj pridemo do kazenskega sistema in koliko je bilo to vse smešen, ker kje hudiča boš najdel natančno napisane zakone o kanibalizmu. Mogoče kje že so, takrat v Nemčiji 2002 jih ni bilo. Ni bilo pravnega okvira za kanibalizem, obviously. Še več, Bernd, kakor vemo, je pisno privolil v to, kar se je pač mu zgodil. Obstajali so posnetki, elektronski pogovori, ker itak basically velja kot pogodba. Ni bilo nobenega dvoma, da je bila žrtev povsem zavestna in pa pripravljena sodelovati. Še na posnetku se vidi, da nikoli ni rekel ne ali pa nehaj. Odvetniki so pol trdili, da saj logično odvetniki od Armina, da to ni umor, ampak je evtanazija, torej prostovoljna usmrtitev tistega človeka, oziroma eni so tudi trdili, da gre za pomoč pri samomoru. Ful se je to čuden zapletel, do te mere, da so tudi njega zaprli na začetku samo za 8 let. Mogoče bom tle malo sporno zvenela, ampak meni se tudi ne zdi to isto kot umor. Iskreno se mi ne zdi. Valjda napišite, kaj mislite, zanimivo bo prebrati, ampak meni se ne zdi isto kot umor. On verjamem, da ne bi ubil nekoga, ki ne bi res si to želel. Malo mi je drugače. Je pa to povzročilo potem množično ogorčenje, o moj bog, samo 8 let je dobil, ko ste pretegnjeni, a ne, in so se potem ponovno sprožili te postopki na sodiščih. Leta 2006 imamo novo sojenje. Takrat je bil Armin Mivs spoznan za krivca za umor. Čeprav je žrtev privolila, so sodniki menili, da nihče ne more legitimno pristati na lastno smrt na tak način. Sodili so, da je Armin ravnal iz popolne sebične, perverzne motivacije. To se absolutno strinjam, ampak pa tudi. In da gre za primer, kjer ni prostora za relativizacijo. Dobil je potem dosmrtno kazen, dosmrtno zapor. Po tej obsodbi je Armin še večkrat govoril dejansko z novinarji in je to vse skupaj obžaloval. Je rekel, da ga je pač potegnila ta fantazija. Je pa tudi rekel, da če ga ne bi ujel, bi to ponovil.
je vsaj iskren. Danes je zaprt v enem visoko varovanem zaporu in opisujejo ga, kot da pridno bere Biblijo, hod na terapijo in da je že čez rok človek, da mu je žal itd. Pravi pa tudi, ker je dosti tipična izjava teh kaznjencev, da je našel svoj mir. Tako da ja. Primer je insane. Meni iskreno je najbolj norih, čeprav gre samo za eno smrt noter. Tako da napišite, kaj mislite, koliko let zapora misliš, da bi mogel dobiti, ali je to umor oziroma ja, je to umor ali kaj je to bilo? Kaj je to bilo? V glavnem, če imate kakšne podobne isto amazing ideje, vedno imajo več možnosti, da jih naredim, če jih malo opišete, ker če napišeš, jaz bi video o tej pa tej osebi, moram pa jaz sama raziskovati in velikrat pozabim ali pa mi uide. Tako da ja, hvala, ker ste gledali ta video, želim vam lep petek, ker najboljši danes petek, pa lep vikend. Pridni bote, radi se imejte, Alien Mama out. Love you, bye.